Spoštovani zbrani, veseli me, da so nas poti v današnjem sobotnem večeru pripeljali v našo knjižnično dvorano, kjer se bo v prihodnji uri v sodelovanju z domačim Jamarskim klubom odvilo zanimivo predavanje. Raziskovanje neznanega, sprehod v kraško podzemlje in naslov druženja, s katerim sooblikujemo raznoliko dogajanje letošnjega prazničnega brežiškega oktobra. V domoznanski zbirki knjižnice Brežice hranimo tudi članek o ustanovitvi Jamarskega kluba Brežice, ki je bil konec maja 2009 objavljen v časopisu Posavski obzornik. V njem je zapisano tako, navajamo. V začetku leta so lokalni jamarski entuzijasti ustanovili Jamarski klub Brežice, ki mu predseduje Aleš Oreša. Sicer še malo številno članstvo zaenkrat vodijo dolgoletne jamarske izkušnje, mladostna zagnanost in željo po odkrivanju jam pri nas še slabo raziskanih kraških območij. Območje delovanja kluba zavzema predvsem vzhodni del Gorjancev in Posavskega hribovja, vendar želijo svoje delovanje razširiti na širši slovenski prostor. Pri tem si obetajo povezave z jamarskimi klubi v bližnji okolici, kot tudi drugod, pa tudi tesne povezave z lokalno skupnostjo. Pomemben del njihovih prizadevanj bo tudi predstavitev lepot posavskega podzemnega sveta in opozarjanje na problematiko onesnaževanja vodnih virov in prisotnost črnih odlagališč. Konec navedbe. Tako je bilo zapisano pred dobrimi 14 leti. V mestnem času se je gotovo zgodilo in odvilo že mnogo nočtovanega ter vsega sprotnega. Dr. Jure Tičar, jamarni geograf, eden izmed ustanoviteljev Jamarskega kluba Brežice, radi vam bomo prisluhnili in se skupaj z vami sprehodili po vam tako ljubem kraškem podzemlju. Izvolite. Torej, najlepša hvala. Zahvaljujem se knjižnici Brežice, ki nam je v bistvu dala prostor in možnost, da predstavimo to, kar najraje počnemo. In za nami je pravzaprav v Jamarskem klubu Brežice že 15 let delovanja, ki ga tudi letos obeležujemo. In v teh 15 letih se je zgodilo že marsikaj, tako da se je ta naša pot kar dobro pognila. In današnji večer je pač namenjen temu, da malo naredimo pregleda, kaj vse nam kraški svet ponuja, kaj lahko v njem vidimo, doživimo in vas vabim, da se kar sprehodimo skozi to kraško podzemlje. O čem se bomo pravzaprav danes pogovarjali? Najprej bomo nekaj besed namenili našemu klubu oziroma društvu, ki je bilo v teh 15 letih kar zelo aktivno. Potem si malo pogledali kras v Sloveniji in Posavju in se kasneje dejansko osredotočili tudi na same raziskave jam v Posavju. Potem pa šli tudi mnogi gorje, kako nas je v bistvu v zadnjih letih zaneslo. Malo se bomo pa sprehodili tudi v tujino, kjer imamo že mnogo izkušenj. Predstavljamo bomo sicer samo ene izmed redkih, za vse nadaljne so pa na voljo potem pogovori po samem zaključku predavanja. Za zaključek bomo pa par besed namenili še varstvo jam oziroma krasa pri nas, s katero se tudi intenzivno pač ukvarjamo. Torej, Jamarski klub Brežice je bil ustanovljen leta 2008, ima približno 15 članov, v najboljših letih smo imeli celo 20, se pravi tisti aktivni in podporni člani. In naši prvi koraki nekako skupni so vedno se začeli skoraj da v Breznu Pečenevka, ki je v meji med Slovenijo in Hrvaško, v Beli krajini, sicer na Gorjancih oziroma Žumberku, kjer smo se v bistvu v tem vhodnem Breznu pravzaprav učili plezati, nabirali neke izkušnje za globoke jame. Takrat so se nam že ta 50-metrska vhodna Brezna zdela zelo velika, ampak nekje je potrebno začeti. In vse te izkušnje so bile tudi v bistvu prenešene iz sosednjega jamarskega kluba iz Samobora, pa tudi nekaj iz Postajnice na Krki, pa iz Novega mesta, tako da smo se začeli družiti z različnimi ljudmi iz okolice in pač raziskovali
globoke, velike, predvsem pa takšne majhne in ozke jame. Tukaj je nekaj slik naših raziskovanj oziroma odkriti. Veliko smo zahajali na Žumberak, pa tudi malo širše, se pravi, tole je Brezno Židovica na Mali gori nad Ribnico, ki ima zelo tako impozantno podno vertikalo, globoko približno 70 metrov. Seveda smo v lokalnem okolju pokorili tudi za kakšno delo, očistili kakšni vodnjak, na ta račun tudi pridobili kakšne sredstva. V vmesnem obdobju smo pa spoznali, da potrebujemo tudi eno takšno steno, kjer se bomo učili svojih jamarskih veščin. Eno tako smo našli v Krškem Pivoju, ki je bila zadosti primerna, kajti tudi pri nas nekih sten izrazitih pravzaprav ni. Učili smo se tudi s različnih tehnik pomoči, se pravi, tudi so bili treningi prve pomoči v okviru civilne zaščite. Veliko pa damo tudi na to, da pač to kraško podzemlje probamo približati mladim, delamo z osnovnimi šolami, pa tudi udeležujemo se raznih dogodkov, kjer pač prikazujemo razne tehnike, naše ledovanje, pa tudi kakšnega nadobudnega dalega pač vzajemo sabo na štrik, oziroma malo adrenalina povišamo skakožičnica. In te rezultati upamo, da se bojo pač tudi nekoč poznali, pač, da bomo koga naučili za jamarstvo, kajti jamarske generacije se morajo obnavljati, mi se počasi staramo, pa se še ne damo. Zdaj, pri jamarstvu, ko se začneš ukvarjati, pač je seveda najpomembnejša varnost in druga točka tega varnosti je predvsem tudi, da smo se začeli učiti reševalnih tehnik in z vstopom v jamarsko reševalno službo smo tudi organizirali nekatere reševalne vaje. Ena izmed takih je bila na Dobenem, ker smo iz manjšega Brezna pač dvignjeni poškodovanci. Tako da tega znanja se je skozi leta predvsem nabralo. Pomagali smo tudi pri raznih dogodkih. En izmed takšnih je bil pač razobesitev tega plakata na Brežiškem stolpu, ko je bil še v stari podobi. Potem smo tudi zbirali nekaj sredstva za Nastjo, ki je imela pač hudo bolezen in na tak način smo pač poskušali vračati v okolje, kjer pač delujemo. Ena izmed pomembnih stvari je tudi pač, glede na to, da se ukvarjamo s krasom pa jamami, je tudi to, da poskušamo skrbeti za čisto okolje, organiziramo kakšne manjše ali pa večje čistilne akcije. Dosti krat smo jih izvajali na površju, včasih pa tudi v podzemlju. Ena izmed takšnih stvari je tudi, v bistvu smo na nek način pomagali rešiti tole jamo na Grafotih, ki se nahaja na Žejnem, kjer so v bistvu kopali novi vodovod in praktično ta terasa vodovoda je šla direktno nad jamo, ampak gradbeno podjetje pač to ni vedlo in zaradi tega smo tudi dali določeno mnenje, kako to izvesti in predvsem kasneje tudi odprli vhod, ki so ga pa letos domačini tako lično uredili in zraven postavili tudi informativno tablo, tako da se mi zdi to ena zelo lep doprinos k okolju, v katerem živimo. Vsa ta leta so nas seveda v bistvu spremljale težave oziroma izzivi, kako priti do lastnih prostorov. To nam je tudi v bistvu v zadnjem letu uspelo. Sicer smo potrebovali kar nekaj let, ampak smo si v bistvu v zadnjem obdobju uredili takšen ličen bivak, kjer imamo zdaj tudi skupne sestanke in kjer ohranimo opremo, se podružimo in preživimo čas skupaj na enem prostoru in ne samo v kleteh pri prijateljih. Tako, to je nekaj od jamarskega kluba Brežice, da smo pa sprehodili po jamah v Sloveniji. Zdaj, tale podatek je malo sicer zastarel, ker je ravno včeraj oziroma predvčerajšnjem šel en članek, ampak na tej karti je še Slovenija prikazana kot kraška dežela z 47%
samega Krasa. Zdaj vemo, da je tega že skoraj 50% kraških območij v Sloveniji. In na teh kraških območjih jih pač delimo na južnem delu, predvsem na ta severni del Dinarskega krasa, ki se razteza vse do Albanije, na Alpski kras, oziroma Visokogorski kras, kjer prevladujejo pač globoka brezna, in ta v srednji, ko imamo predalpski oziroma osemeli kras, kjer imamo neke manjše jame in neizrazite kraške pojave. Zdaj, sam Alpski kras, kot si ga predstavljamo, to so ogromni paketi teh karbonatnih tkanin, predvsem apnencov in dolomitov, v katerih tako nastanejo tudi, oziroma se razvijajo do 1000 metrov in več globoka brezna. Potem te nizke in visoke kraške planote, kot na primer Kras, pozadnjo Trnovski gost, Visokogorska kraška planota, značilno uravnano površje z veliko vrtačami. Potem so tukaj kraška podolja, na primer pa tudi ta Velika gora od Ribnico. In nek primer osamelega krasa oziroma predalskega krasa, to je v okolici Šmarjeških toplic, kjer so v bistvu take neizrazite kraške oblike, manjša kraška polja, jame, brezna, manjših dimenzij. Tole je zemljevid, ki prikazuje vse jame v Sloveniji, približno 15 000, ki je že skoraj. In lahko vidimo, da jih je večina predvsem v južnem delu Slovenije. Tole je še en zemljevid za gostoto teh kart, lahko vidimo, da je pač največja koncentracija teh jam na območju samega Kanina pa Rombona, v zaledju izvira v kraške Ljubljanice, tudi na Krasu, pa nekaj v Kamniško-Savinjskih Alpah, pa tudi tule na Poljanski gori. In v teh območjih je res veliko jam. Zdaj, število, tole je en graf, ki prikazuje število registriranih jam skozi zadnjih 100 let. Lahko vidimo, da ta številka zelo močno raste, to bo predvsem zaradi tega, lahko vidimo, da se v zadnjih letih tudi do 500 novih jam registrirajo vsako leto. In to v zadnjem obdobju po letu 2015 predvsem na račun izvedenega liderskega snemanja površja v Sloveniji, kjer lahko v bistvu na podlagi tega praktično že iz samega posnetka na računalniku vidimo, kje je posamezno fotojamo in v bistvu ne hodimo več na teren in iščemo brez glavo, ampak že točno vemo, kje bi potencialne točke nekih brezen oziroma jam lahko bile. Tule so seznami najdaljših jam. Najdaljši jamski sistem je še vedno Kravinski Migovec z več kot 43 km. Postojnska jama je še na drugem mestu. Se pa mogoče v prihodnosti predvideva predvsem povezava Kašne jame in Škocjanskih jam, tudi drugih jamskih sistemov, ki bi mogoče lahko presegli to dolžino. Zdaj, tole so pa nanizane najgloblje jame oziroma brezna, že od leta 2000 naprej imajo primat Čehi 2 z globino 1505 metrov. So pa v bistvu vsa ta brezna skoncentrirana na Kaninskih oziroma Rombonskih podih, z izjemo tega zadnjega brezna, ki je v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na zelo majhnem območju je zelo veliko globokih jam. In te jame so pri nas začeli raziskovati že zelo dolgo nazaj, predvsem v 18. in 19. stoletju. To je ena slika iz Škocjanskih jam. Predvsem območje Krasa oziroma Madičnega Krasa je privabilo veliko raziskovalcev, bodisi zaradi potreb pridobivanja pitne vode, bodisi zaradi nekih inženirskih navdihov ali kakorkoli že, so želeli poznati pač podzemlje. Podzemlje v okolici Krasa je bilo pomembno, oziroma pitna voda v okolici Krasa je bilo pomembno ne samo za prebivalstvo, ampak tudi za oskrbo takratnega tržaškega pristanišča, ki je bilo pač glavno pristanišče Avstro-Ogrske. In to je nekako spodbudilo to raziskovanje pri nas. Seveda se pa tudi že v preteklosti tudi drugi ukvarjali, Valvazor je v bistvu naredil drugi načrt jame na svetu, podpeške jame, potem so se pa zvrstili še drugi številni znanstveniki. Mogoče za omeniti
Jovana Cviliča, ki je bil srbski geograf, ki je dejansko ponesel ime Krasa v svet in tudi vse izraze, ki jih imamo v Sloveniji, kot so polje, dolina, Kras kot takšen, v bistvu so ostali del znanstvene terminologije. Pomembni raziskovalci je bil v Sloveniji tudi Ivan Gans, tam je naredil eno knjigo, ki se imenuje Kras v Sloveniji in prostoru in času. Je ena taka obsežna monografija o vseh pojavih in oblikah kraških, ki jih imamo v Sloveniji in zelo priporočam pač v branje. Naprimer, to je ena izmed načrtov, Kašna jama, lahko vidimo, da so v bistvu raziskovali že v koncu 19. stoletja in naredili zelo spodobni načrt že za takratni čas. So pa jame seveda imajo različne funkcije, oziroma so imeli skozi celotno zgodovino. So predstavljale na koncu koncev pomembno bivališče za skozi celotno zgodovino, tako da v jamah lahko najdemo različne človeške ostanke oziroma njihovega bivanja, pokopov in tako naprej. Najbližje je znano tako arheološko najdišče je Ajrovska jama, ki je tudi zelo pomembno v tem kontekstu. V jami so se lahko zatekali tudi zaradi kakšnih kruških upadov, so jih uporabljali kot lokalni prebivalci. Zelo poznana zgodba od tega predjamskega gradu. Jame so lahko služile tudi kot svetišča. Ena izmed znanih takih slovenskih jam je Sveta jama pri Sicerbu, kjer v bistvu so še do nedavnega potekale maše. So pa jame v bistvu pomembne tudi čisto iz raziskovalnega vidika. Pač v njih imamo tudi led, sedimente, kapnike, ki nam veliko povejo pač o zgodovini spreminjanja podnebja, pa tudi razvoja samega površja. Tule je ena jama, tako imenovana Varska jama, vhod vanjo je vodoravna jama na Krasu, ki je služila v času Prve svetovne vojne kot bolnišnica za približno 1000 vojakov. Se pravi, jame so bile na Krasu izjemno pomembne tudi z tega vojaškega vidika, ker je bilo to edino mesto, kjer so se lahko zaklanjali. Pa tudi jame so del naše kulture, to je en izsed iz Andjoči Peter. Potem imamo pa tule še en izvir oziroma dostop do izvira v Beli krajini. Se pravi, jame so bile zelo pomembne tudi za dostopanje do pitne vode. In lokalno prebivalstvo je bilo zelo navezano na to. Tudi v naših krajih, mogoče se ta navezanost navezava na vodovodno mrežo malce zgubila. So pa pokaže na pomembno odnos prebivalstva do pitne vode. In jame kot takšne. Jame pa so že skozi stoletja tudi pomembna turistična atrakcija, kot prvo jamo turistično na svetu prepoznamo jamo Vilenica, ki je to funkcijo opravljala že sredi 18. stoletja. Ok, zdaj se bomo preselili na sam Kras, oziroma malo spoznali, kako zadeva funkcionira. Zdaj, če si predstavljamo nek normalen relief, kjer se oblikujejo razne doline, potoki, ki tečejo po površju, ta relief je nekako normalen za večino sveta oziroma našega dojemanja. In v bistvu, če pogledamo liderske posnetke, to je nekaj okolici Litije, vidimo, kako v bistvu se zarezujejo grapo to površje, se pravi, kamnina ni prepustna, ampak se voda površinsko odteka in zaradi tega pač oblikuje takšno razgibano površje. Po drugi strani pač je pa glavna značilnost Krasa seveda ta, da voda poteka pod zemljo. Neposredno skozi razne ponore, lahko pa tudi kot padavine in potem zateka v samo kraško gmoto, teče in oblikuje posamezne jame in kraške oblike in potem kot izvir, potem kraški izvir, ki je ponovadi močnejši od ostalih, priteka v vznožju gora na plavo. In kraško površje zgleda praktično, ko bi pogledali na Luno. To je en izmed izsekov kraškega ravnika na Meniši, se pravi med samo Vrhniko in Cetnico. In tu vidimo ogromno vrtač, ni nobenih drugih značilnih reliefnih oblik. Nek ravnik, ki
Zdaj pa, če pogledamo čez celotno tale kras, če ga prerežemo na pol, en hrib, vidimo različne cone. Ta epikarška cona je v bistvu cona, kjer je kamnina najbolj predrta, to je približno zgornjih 5 do 10 metrov, in kjer se oblikujejo številne razpoke, manjše, in potem voda skozi kamnino oziroma priteka skozi to vodozno oziroma nezalito cono, kjer se voda v bistvu premika vertikalno. Se pravi, teče zgolj in izključno navzdol oziroma na tični smeri. Potem ta voda pride do tako imenovane občasne zalitve oziroma epifeatične cone. To je cona, kjer ta voda niha, se pravi, najnižji in najvišji nivo podzemne vode. Se pravi, tukaj voda v bistvu začne teči že vodoravno in oblikuje neke take vodoravne janske sisteme. Pod tem imamo tako imenovano zalitvo oziroma epifeatično cono, kjer pa voda pod pritiskom lahko teče tudi navzdol in navzgor. Se pravi, izmer teče kot izvirano, lahko ki v posameznih lezikah, v stikih kamnin, pa v raznih predomih si najde pot in oblikuje neke prvotne rove, ki se bojo potem, ko bojo hrib se dvigne navzgor, posamezni te fragmenti teh rovov še ostali tudi v jasnih sistemih. Se pravi, na vrhu imamo neko kamnito površje, to je pač na primer izloženo, ki smo tudi raziskovali. Oblikuje razne manjše reljefne oblike, to so razni žlebiči, na primer, ki so nastali na površini apnencov, torej iz kanina. Potem lahko vidimo v profilu, v nalomu lipica, na primer, vse te razpoke oziroma prelome, ki sem jih prej omenjal, ko lahko odrežejo skale, potem se te pojave zelo dobro razvidni tudi da se ne samo predstavljamo iz učbenikov. In to je primer enega vhoda v Kraško brezen na samem Kaninu in da se bomo spustili nekako skozi to vodozno cono, kjer imamo, se pravi, vertikalna brezna, skozi katere se premikamo vse do meja neke prve vode, v tako imenovano epifeatično cono, kjer se oblikuje vodoravni rovi, tudi pojavlja se že siga. Nekatere jame so zelo lepo zasigane, kadar niso več hidrološko aktivne, te so še posebej takšne. Zdaj, tiste featične rovi, ki so pa pod stalno zaliti, so pa praktično dostopni samo potoplačnim jamskim, ki jih imamo vsi začudne, tako kot imajo vsi jamarje začudne, ampak te imamo celo jamarje začudne. Ker je jamstvo potapljeno zelo nevaren šport, hobij, kakorkoli že. In te rovi so takih značilnih oblik, lečastih in vse to priteče na dan v obliki nekih kraških izvirov, ki so praviloma zelo močni. To je na primer izvir Unice na planinskem polju, se pravi, tu se stegajo vode iz zraka in iz Postojnske jame in tule občasno imamo lahko mogoče nekaj 100 litrov v suši vode, kadar pa močno naraste pa tudi do 130 kubičnih metrov vode, ker naenkrat tule nam pride. Se pravi, te izviri so zelo veliki, včasih tudi zelo globoko, tudi več kot 100 ali 200 metrov. Ok. Zdaj, zakaj je Kras kot takšen pomemben? Zaradi same pitne vode. Zelo velik delež pitne vode je dejansko vezan na sam Kras in Kras kot takšen je v bistvu zelo ranljiv za onesnaževanje. Karkoli bomo dali na Kras, zlili v Kras, bo dejansko prišlo ven v izvirih. Edina stvar, ki v bistvu zmanjšuje onesnaževanje, je pač mešanje teh vod. In tudi, če pogledamo boljše tale graf, nekatere države so zelo odvisne od kraških vodonosnikov. Mi v Sloveniji dobimo skoraj 50% vode iz takšnih kraških vodonosnikov in zaradi tega je treba še posebej paziti na njih. To je na eni strani pač vodooskrba, na drugi strani imamo pa v bistvu na območju Dinarskega Krasa izjemno pestrost življenjskega sveta, predvsem podzemnega življenjskega sveta. In dejansko je to v svetovnem merilu ena tak vroča točka nahajališča endemitov, ki jih dejansko se pravi vrsti živijo v samo točno določenih območjih ali pa samo v točno določenih jamah. In takšnih je ogromno.
teh jamah. En izmed takih simbolov je pa zagotovo tudi človeška ribica, ki nam pove nekaj tudi o kakovosti te vode v podzemlju. Se pravi, podzemlje oziroma podzemne vode ogrožajo pa različne stvari, bodi si naselja, tudi sežanje, odplake, se pravi, pretirano gnojenje, škropljenje, tudi gorske koče, ki pač nimajo primerno urejenih varovanja odpadkov, vojaške aktivnosti, na primer na Počku, potem razne odprti kopi. Vsi se spomnimo tudi tele nesreče v zaledju Rižana, ko se je v bistvu prišlo do razlitja kerozina. Se pravi, vsak tak večji dogodek pripelje do zelo resnih težav v Krasu in v primeru Rižane praktično bi izgubili lahko celotno vodooskrbo za celotno obalo, ker je edini vodni vir. Seveda so pa tukaj tudi nasnažene jame, kateri bomo pa še kasneje namenili nekaj besed. Ok, zdaj zelo na hitro, Kras v Posavju, ena zelo majhna karta, ampak v bistvu imamo več kot 150 jam registriranih v Posavju, kar mogoče marsikdo ne ve. In mislim, da je okoli 40% površja dejansko kraškega. Samo tale je v bistvu Krška kotlina ni, okolica pa v večini je. Zdaj, skupaj imamo skoraj 12 km rovov in 23 km, če bi vertikalno sešteli vse globine in povprečno so jame dolge 88 metrov, seveda najdaljša je Poslanjeniška jama, smo pa v bistvu raziskali tudi jamo Lisične, na primer, ki je dolga skoraj 1,9 km. Med najglobljimi trenutno, oziroma verjetno bo še kar nekaj časa brez Gorjanc, ki je raziskano približno do globine 300 metrov. Se pravi, to je torej območje, Posavje z temi rdečimi pikcami. Največja koncentracija je seveda na Opatovi gori med Kostanjevici. Torej pa še območje veliki doljene, kjer smo zelo veliko raziskovali, predvsem Lisičino in Hreščak, kar bomo pa v naslednjih korakih malo več povedali. Zdaj, Lisičina je zelo taka zanimiva jama, v kateri smo se praktično kalili, se pravi, nahaja se tule, čisto na vzhodnem robu Gorjanca. In v bistvu je bila že zelo hitro uporabljena nek vodoskrbni sistem za veliko dolino. Noter so v bistvu bila neka črpališča, neki bazeni in tako naprej. In leta 1978 so v bistvu naredili tudi prvi načrt te jame, ki je bil dolg zgolj 60 metrov, tule je bil en vprašaj. In v bistvu so kasneje raziskovalci že leta 86 naprej najdeli potem nadaljevanje teh rovov, ki smo jih pa v letu 2004 tudi mi intenzivno potem nadaljevali. Zdaj, tole je sam načrt Lisičine, ki je zelo konfuzen, tako za nas bil, kot za tiste, ki smo risali, kot v bistvu za vsa zgleda gre noter, ampak jama je razlika v 4 različnih nivojih in v spodnjem nivoju pač imamo en del, ki sicer suh, potem v srednjem je ta tekoča voda in potem zgornje 2 etaži, kjer smo najdeli zelo zanimive stvari. Videli boste tudi takšne zanimive imena, tako da pri imenih jam načeloma malo kompliciramo, se izogibamo nekim sarkastičnim imenom, ki zaradi tega imamo potem v notranjosti več svobode. Organizirali smo kar nekaj raziskovalnih akcij in to je samo pot, v tisto v samo Lisičino, zdaj ta vhodna vrata so tudi zamenjena. In rovi so v bistvu ves čas blatni, ozki in v koleno bodeči, kako bi se temu rekli. Tako da se praktično skozi te ozke rove in kanale prebijamo v notranjost. Zdaj, v teh novih delih jame, ki smo jo raziskali, smo najdeli tudi neko kapniško okrasje, ki ga v prejšnjih delih ni bilo, ampak ta jama res ni značilna potem, tako da tu je v bistvu se učiš vsega drugega, razen to za vaš lepoto. To je en primer samovrstnih jamarjev in v tej jami smo tudi dostikrat
površino je bilo potrebno razširiti in potem smo zagrebli zadevo in se prebijali potem naprej. Se pravi, ti zgornji rovi so pa že zelo blizu tem litotalnim skijnim svojim so dolomiti in te litotalne skijnice že tudi tako lepo razpadajo, zaradi tega so zgornji deli zelo podobni. Vse pa so potem taki lepi rovi, bliki ključavnici in tako naprej. Smo pa v tej jami naredili tudi neke biološke raziskave, se pravi, ima tudi zelo pestro fauno. V enem smo pa našli čisto po slučaju enkrat zob morskega psa. Se pravi, en fosil, ki je bil ujet takole v kamno, se je odprl v bistvu pred nami in tudi smo malo tako presenečeni. Sicer so pa te planine zelo bogate s fosili, ampak da najdeš takšen zob, možeš imeti že kar malo sreče. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da smo v tej jami našli kristale sadre, ki so tudi zelo redki v Sloveniji. Mislim, da so samo v 6 jamah v Sloveniji najdene in zaradi posebnih geoloških lastnosti so se tule oblikovali takšni manjši kristali, ki sicer najbolj krasijo tisti del rovov, ki imenujemo kristalna dvorana. V bistvu gre za gips, tako pač. V končnih delih je bilo seveda treba še malo kopati in ti so pa res oski in od tu se je nekako naša zgodba z tlejami zaenkrat tudi zaključila, kajti raziskave so že res naporne in tako da sama dolžina zdaj je 1858 metrov, tako da to je pač en izmed večjih jamskih objektov na samih Gorjancih. Zdaj bomo šli pa še v jamo Kreščak, ki je v bistvu na sosednjem hribu, se pravi samo na drugi strani doline. Gre v bistvu za zelo podobno jamo. Obe jami sta v bistvu ponorni jami, kajti na površju imamo neke ponore. In tale Kreščak ni izjemen. Ima takšen majhen neogleden vhod in jutri si bo pač možnost to jamo tudi pogledati na terenu, jo obiskati in tole so vsi rovi, ki so v tej pač jami razviti, se pravi dva taka značilna rova, tole je manjši vhod in če pa gledamo z profila, imamo pa tale vhod, se pravi jama, ki je razvita v 2 etažah, je pa izjemno lepo zasigana, tu je pač nekaj fotografij te zasiganosti, zelo lepo se pa vidijo tudi pač profili sedimentov, ki so pač v to jamo zatekali, ki so zelo zanimivi za raziskave. Zdaj pa jaz mislim, da je čas za jamo v Dovčku, ki je sicer bila kar eno malo presenečenje in sicer našli smo na Opatovi gori med nekimi takimi vsakoletnimi čistilnimi akcijami, v smislu čistilnih akcij za telo po novem letu. Ko smo se odpravili na sprehod, smo v bistvu naleteli na, jama se nahaja tule, smo naleteli na polšno oziroma polke. Zdaj, polšne so zelo značilne za to območje, kajti vse jame so v bistvu skoraj, ki so imeli manjše vhode, zadelali in v bistvu notri nastavili polšne, ker so bili polke, ker polki se skrivajo v jamah, kjer je pozimi stalna temperatura, je topleje in je pač priročno mesto za njih, pa tudi večitno za postavljanje polšne. In ko smo odkrili to polšno, ker je bila že stara in bila več v funkciji, smo se odločili, da bomo odprli ta prehod, ki je bil v začetku zelo majhen, mogoče za eno pest, velik in v bistvu že v eni akciji smo potem prišli skozi vhod v to 300 metrov dolgo jamo, ki pa nas je predvsem presenetila z samo zasiganostjo, pa pač velikostjo dvoran. Na Opatovi gori bi sicer pričakovali na tem mestu neka brezna, ampak v bistvu gre za neko vodoravno jamo, ki se počasi spušča počasi navzdol do globine približno 50 metrov. Zdaj se bomo malo sprehodili skozi tale dvorane. Zdaj mi smo imeli srečo, da smo pač dobili tudi enega profesionalnega fotografa,
Petr Fedeja, ki je pač svetovno znan po svojih fotografijah iz jamskega sveta in se nam je pa družil pri tem novem odkritju in je tudi lepo povzel mogoče tiste trenutke, ki smo jih mi sami doživljali, da smo pa reči vstopili v to podzemlje. Prav najlepša je seveda zadnja apostolska dvorana, ki je precej velika, približno 40 metrov dolga, 20 metrov široka, 20 metrov visoka, noter pa najdemo take lepe kapniške zavese, različne oblike in pač jama v bistvu vsaki metr je pač lepše. Mogoče je še za omeniti tudi to, pač v nadaljevanju smo izvajali, oziroma se še izvajali nekaj raziskave v tej jami, ki se pravi, s pomočjo kapnikov bomo dejansko rekonstruirali celotno klimo za zadnjih 12 000 let. To je v bistvu prva jama oziroma lokacija v Sloveniji, ker je to dejansko uspelo, tako da te raziskave so ravno pred tem, da jih pač objavili. Prej sem povedal, da se bomo sprehodili tudi po Visokogorju. Eno izmed območij so poimenovani Triglavski podi. Prej smo že videli kočo na Kedrci, tukaj je še ostanek ledenika, ki je letos vsega skoraj ne bi vidno. Ampak za tem ledenikom je pač ostalo eno, bi rekel, obrušeno kraško območje, kjer je ogromno breznenja in jam. In v preteklosti so bile znane samo 4 lokacije, spravno Triglavsko brezno, ki je zelo znano, brezno eno pri totalizatorju in tele dve manjši jami, spravno ta je globoka 200 metrov, ta pa približno 260, oziroma zdaj že približno 300 metrov. In čim smo začeli raziskovati, smo že v bistvu v 3-4 dneh naleteli na 17 novih jam. Zdaj, če gremo pogledati pa letalske fotografije, pa že danes vidimo, da je tam več kot 1000 novih pohodov. Se pravi, da je eno območje, ki je zelo potencialno za raziskave. Edina težava je to, da morate z helikopterjem gor prijeti, ker so opremo zelo težko gor prinesno. In to je na primer Triglavsko brezno, ki so ga že v 60 letih raziskovali, zelo pomembno zaradi velike količine ledu. To je en tak leden stožec, ki je paket ledu, ki je velik več kot 40 metrov in to brezno se tudi zdaj dejansko intenzivno odpira. Se pravi, včasih je bilo zelo redko se dalo v njega dostopati, to so neke fotografije iz tistih prvih akcij, ko so to raziskovali. Se pravi, vhod je bil konstantno zaprt zaradi tega, da se je pač sneg spreminjal v led, je v bistvu zapiral te prehode in zelo redko je bilo možno sploh dostopati. V bistvu, ko smo pa letos šli spet gor meriti lednik, smo pa videli, da je dejansko glavno brezno povsem odprto, tako da bojo zdaj raziskave zagotovo bolj intenzivne. Nekaj fotografij še iz osrednjega dela tistega Triglavskega brezna, pa lahko vidite tudi tako ogromno brezna, ki na teh podih, se pravi, na vsake 15-20 metrov imate kakšno brezno, ki ga lahko raziščete. So pa vse tam nekje do globine 30-40 metrov, ampak če se vam posreči, mogoče najdete tudi kaj globljega. Ena izmed zanimivosti, našli smo tudi najglobljo jamo, oziroma najvišjo jamo v Sloveniji, ki smo ga imenovali Zlatorogov razglednik. Ta je na morski višini 2669 metrov, ena manjša jama, ki jo najdete, če greste iz Malega Triglava na Veliki Triglav, oziroma se spustite prstani model na eno melišče. Ok, zdaj pa mislim, da je čas za Kanin. Kanin je v bistvu slovensko javnost okupiral že od 60 let dalje. V 80-ih letih bolj intenzivno zaradi vzpostavitve žičnice, ki trenutno ni ravno v lepem stanju, ampak mi smo v bistvu začeli tudi delati eno zgodbo z raziskavami Skalarjevega brezna. Skalarjevo brezno je bilo raziskano že v konec 80-ih oziroma 90-ih letih, ko so prišli do približno 900 metrov globine. In pred 3 leti se nam v bistvu posrečilo to, da smo v enem izmed večjih brezen prišli do nadaljevanja, kjer smo prišli do globine 1200 metrov in to je pač en izmed
insertov. Te naše odprave mednarodne, ki je bila v lanskem letu. Zdaj tukaj lahko vidite obilico teh transportnih vreč, ki jih nosimo v podzemlje, ljubokovalno in rečemo tisto, kar tudi ne smem sicer povedati, ampak ženska oblika prašiča. Predvsem zaradi njihove teže, zaradi tega, ki so vse posod radi zataknejo, tako da se tega človemo bolj besedno izrazi. No, to so pa v bistvu tisti spodnji deli, predvsem na globini 1200 metrov v okolici tako imenovanega jezera Flibili, kjer smo našli neka nova vodoravna nadaljevanja. Se pravi, večinoma gre za nek navpičen jamski sistem, ki se na globini 900-1000 metrov potem niže pregresi v neke vodoravne dele. To je na primer tole jezero v Flibili, ki je globoko približno, mislim, da je vsaj 40 metrov globoko, ker je res izjemno čista voda. To so neke prečnice, ki smo jih plezali in potem našli nadaljevanje. To je na primer en primer takšnih meritev, ko smo odkrili približno 300 metrov novih rovov. Se pravi, ti rovi so visoki tudi do 30-40 metrov. Še pred samo odpravo, ki jo sem omenil, se pravi mednarodna odprava, ki je v Lani, smo izvedli eno sledenje voda. Zakaj sledenje voda? Ker ta sledenje voda nam pove, kam načeloma naj bi se vode stekale, oziroma kam se vode stekajo in kje so se najverjetneje oblikovali te večji jamski kanali. Zdaj, na samem kaninu, kot vidite, so zelo veliki te jamski sistemi in vode so sledili tako, da smo v to jezero Flibili na 1200 metrov globine, prenejo Brezna na 1200 metrov globine, zlili dve različni sledili in pač v vseh izvirih v okolici vzorčili vode in iskali pač to sledilo. To vzorčenje je izgledalo nekako pač v Flibilijo. Tle zdaj spomnim na to sofisticirano napravo za mešanje samega sledila. Je to sledilo zelo močno in zaradi tega morate biti celi zakamuflirani, ker to sledilo ostane na vas še kar teden lahko. Je pa povsem neškodljivo za okolje in nekega dne smo takole vzeli, oziroma se kolegi takole vzeli pobarvano boko, oziroma vodo, ki priteka iz nje, kjer so kolegi z Inštituta za raziskovanje krasa, ki v bistvu najbolj pobirali te vzorce, tudi se da se jasno vidi. In sledilo v ta izvir je v bistvu prišlo iz obeh jamskih sistemov, kar nakazuje, da v bistvu se vode stekajo vse tam in tako verjetno tudi rovi, ki so nastali v preteklosti. Se pravi, rovi gre zagotovo pač v to smer in zelenega do Brezna tudi. Tako da se verjetno ta dva jamska sistema nekje v nadaljevanju združita. Zakaj pa v bistvu Skadarjevo Brezna zanimivo? Ker ima glede na ostala Brezna razmeroma visoko nadmorsko višino vhoda. Se pravi, kar na 2328 metrih, pri čemer so v bistvu izviri na približno 430 metrih nadmorske višine. Se pravi, da je med obema točkama skoraj 1900 metrov nadmorske višine in tule imamo tudi en velik jamski sistem, BC4, mala boka BC4, ki ima tudi nekatere rove, ki je v notranjost masiva in iz katerih počne piha. Tako da se sklepa, oziroma upamo, predvidevamo in tako naprej, da se ta dva sistema povezujeta in raziskave pravzaprav tečejo v tej smeri, da bi povezali ta dva sistema in s tem bi dobili tudi v bistvu najglobljo jamo v Evropi, se pravi 1900 metrov, oziroma tretjo najglobljo na svetu. No, ko je še kaninska žičnica delovala, smo takole lepo transportirali opremo do Kočevega Skadarja, ki v bistvu daje zavetje jamarjem. V zadnjem obdobju je tudi Jamarska zveza Slovenije pač najela to kočo in jo tudi poskušamo pač oživiti oziroma jo nadgraditi. Pred odpravljanjem pač v podzemlje se da potrebno pripraviti opremo, vzpostavili so tudi komunikacijo, se pravi skozi celotno Brezno se lahko pogovarjamo preko okoljskih telefonov, ki so zvezani na to ležico. Potrebno je kar ogromne količine hrane, oziroma
točno določene količine hrane, preveč ne želi vzeti, ker vsaka kila šteje. In na tem območju okoli same Koče smo naredili tudi par takih manjših raziskav, samih lokacij Brezna in smo imeli več kot 30 novih Brezna. Tako da v bistvu že samo okolica Koče 15-20 minut na levo ali desno stran najdete kopico novih Brezna. No, kako je pač to izgledalo v samem podzemlju, kako je še nekaj pač fotografij, tako so vzpostavljali najprej se pravi to žično povezavo. Zelo pomembno je, da imate telefonsko povezavo z podzemljem, kajti predvsem v poletnem času so zelo nevarne nevihte. Takrat, ker naenkrat pride ogromna količina vode skozi ta brezna in dejansko se vam oblikujejo slapovi, po katerih ne morate plezati. Ste v bistvu takrat malo odrezani od sveta in to je zelo dobro vedeti, kakšna je vremenska napoved. Obenem pa tudi lahko sporočite, ali rabite kakšno opremo ali pa kakšne so rezultate raziskav. Obenem so v enem delu premaknili tudi bivak, se pravi, v te jame se zahaja za več dni, ponovadi v Breznu preživimo 4 do 5 dni in na teh 2 stopinjah Celzija je potrebno preživeti pač v nekem udobnem bivaku z dobrimi spalnimi vrečami, hrano in beli. Tako da v bistvu sem enkrat razdelil 3 faze tega raziskovanja, se pravi, ali raziskujemo, ali jemo, ali pa spimo. To so te 3 faze in ponovadi spimo po 12 ur v takih zasilnih bivakih, ki so tudi zelo udobni. Zelo smo bili veseli, ker so se nam v bistvu pridružili starejše generacije raziskovalcev, ker v bistvu so nekako legendarni raziskovalci tega podzemlja. Več ruskih in ukrajinskih ekip je tu že raziskovalo, tudi naši so veselo raziskovali tem Breznem in tisti, ki so bili zelo aktivni, so se nam tudi zdaj pridružili, tudi da smo nekako dosegli ta spoj nekih mladih in starejših generacij, smo se vsi fajn imeli v teh raziskavah in tudi oni so bili v bistvu navdušeni nad temi novimi odkritji. In tole je še nekaj, bi rekel, insertov iz teh Brezen. Do tistih nadaljevanj v bistvu dostopamo skozi to Brezno, tako imenovano Rolling Stones, ki bomo kasneje videli na načrtu, je globoko 300 metrov. Tako da je pa še ena opcija, da greste skozi ta rov, tudi pogledati oziroma čez tole prečnico, ampak rekel vam zelo vpliva na zdravje, tako da ni fajn na tisti prečnici. No, takole imamo v bistvu podzemlje 2 šatora, se pravi, v bistvu imamo 3 bivake, no. Eden je na globini 500 metrov, ta je na globini približno 1000 metrov in potem še eden na globini 1200 metrov, tako da imamo v bistvu možnosti dela na različnih delih jame in se tudi lahko obenem, ko se vračamo nazaj, spimo na različnih delih, če bi bilo to potrebno. Danes se v bistvu jame rišejo vse s pomočjo telefonov in laserskih merilcev, tako da se dosti hitro da skozi te rove prebijati, tudi kar se tiče risanja in vidite lahko, kakšne velike dimenzije rovov so v bistvu raztezajo na tej globini približno 1000 metrov. Zelo zanimivo pa je tudi to, da smo v tej jami našli na tej globini te tako imenovane rovitne ježke, ki v bistvu rovi, ki so po 1000 metrov globine svojih polnih, vse posod, kamor so vzrete polno teh ježkov. Na njih morate zelo paziti. Pomembno pri teh raziskavah bilo pa tudi to, da smo se prebili skozi en polsifon, smo mogoče take oblege, suhe, kjer se je v enem delu našlo novo nadaljevanje, ki gre vsaj za zdaj približno 400-500 metrov naprej. Spet v drugem delu jame smo pa že prišli na nove rove, po katerih je potrebno plezati navzgor. To je še naprimer ena taka zanimiva oblika, ki se naredi iz sedimentov in kapljake vode, to je pa tisti bivak na globini 1200 metrov, ki je predelan za te vsega. Na sami tej mednarodni razpravi smo v bistvu v zaključnem delu izvedli tudi iznos starejše upravljene opreme, kot vidite hrane, duše, prekvarjanje iz tistih res odprav izpred 20 let, ki smo v bistvu
razvile to podzemlje in na ta način smo tudi malo doprinesli k čistejšemu okolju. Zdaj ne vem, koliko se sicer vidi, ampak se pravi, to je ta sistem oziroma skalerjevo brezno. Mi smo dostopali v globino skozi ta globoka brezna, to je delirium tremens, globok 160 metrov, potem pa ta je meander, se pravi ozke roge, skozi katere se plazite. Potem je pa niz brezen, kot je tale Rolling Stone, približno 300 metrov globok, to je glavno prečka. In mi smo tule našli prehod, tale del Satisfaction, in potem imate ogromne vodoravne roge, pa tudi še nekaj tule napičnih, ki sledijo. Tole je pač načrt samega tega jamskega sistema in pa še Floris. Tole za primer koča Peter Skadarja, tole zgoraj je približno tista del postaja Kaninske žičnice. Se pravi, jama gre v bistvu v spodnjih delih v dve smeri, ena proti normalni srnici, oziroma ena srnica, druga pa proti boki. Ok. Ker še nismo bili dosti pod zemljo, bomo šli pa še na zveri Mečki Rukov oziroma Odločenec. Prav to je bila ena izmed, oziroma tukaj se je zvrstilo 5 različnih odprav, in sicer na območju Odločena, na južnem delu Črne gore. In sem smo se v bistvu odpravili na začetku, ker smo si želeli pač malo združiti naše moči in raziskovati nova brezna, se nekaj naučiti in predvsem združevati društva in posameznike pri raziskavah teh brezen tule. Prvič smo se sem odpravili leto 2010 in že takrat nas je v bistvu že na začetku pričakalo kar nekaj pravih presenečenj od tega, da smo skoraj izgubili vso opremo, ki se je prevrnila skoraj potem ekrancu, dobro bila tako pripetljava, ki bomo vsi še dolgo obujali, ampak nekako na tej lokaciji je bila prva naša baza, dal smo se odpravili za 10 dni, v nadaljevanju, v naslednjih odpravah smo, oziroma zadnje tri odprave, smo poorganizirali takšni vrtači, razporedili šatore, imeli smo vlastno fort od tušev, WC-ev, hladilnika in tako naprej, tako nam res ni bilo hudo. In potem, ko smo se bazirali prvi tabor v tu, naslednji so bili pa tule organizirani, smo začeli raziskovati celotno ta območje. In v bistvu smo dosti hitro ugotovili, da teh brezen ogromno. Že prvi dan smo jih najdeli tako 15 novih brezen in smo jih potem začeli kar intenzivno raziskovati. Tako da se je pač v teh odpravah raziskalo vsega skupaj približno 50 različnih brezen in smo združevali ljudi iz različnih držav, društev in tle so se v bistvu sklenila neka trajna prijateljstva. Obenem pa smo v bistvu najdeli tudi eno izjemno globoko jamo, tako imenovano brezno Pavla Skala, ki smo jo raziskali v globine 667 metrov. Se pravi, to je čisto novo odkrita jama, ki nam je v bistvu pojedla največ energije. Tako se spustite skozi vhod do notranjih brezen, ki se lahko tudi takih lepih dimenzij, tudi več kot 70 metrov in v bistvu si sledijo brezna, meandri in tako naprej. In jama je v bistvu na ta način kar zahtevna in smo se skozi različna leta, oziroma v 3 letih smo se praktično prebili do današnjega dna. Na globini približno 500 metrov nas je presenetila tudi tako imenovana dvorana Hita Glavača, ker smo se že zelo dolgo spraševali, kjer dejansko bomo lahko postavili bivak in da bomo lahko normalno prespali v jami, kajti vsak, če bo treba notri v jami, potem ven in vsak, če bo to veliko bolj naporno. Ta dvorana je tako res ogromna, približno 100 metrov dolga, 50 metrov široka in 50 visoka. To je pač samo hod v to dvorano, za primerjavo tem delček dvorane, pa tudi en izmed jamarjev, ki stoji. In na tem delu smo se res lahko postavili tudi bivak, ki smo ga kasneje tudi spredano izkoriščali za nadaljne raziskave, kajti v tem delu brezna se je sledil še nekaj podzemni kanjon z vodo. Takšni ozki prehodi so bili na začetku, ampak kasneje se je pa zelo lepo odprlo
in zelo slikoviti kamioni so nas praktično pripeljali do tega Sifonskega jezera, ki pa ima zelo verjetno tule nadaljevanje, ki je sicer prevosko, smo ga širili, ampak močan prepih nakazuje na to, da se zadeva nadaljuje. Ok, tole je naša brezna pala skala, nekaj podatkov, ampak bolj so pomembni vtisi, ki smo jih in znanja, ki smo jih odtuje prenesli. Zdaj za konec se bomo predstavili še na dva terena, ki sta bila izvedena v prejšnjem letu, sicer pač v okviru moje službe, ampak rečemo, da je to povezano nekako s krasom in poznavanjem krasa. Zdaj se bomo za trenutek preselili v Avstralijo, tudi smo imeli eno raziskovalno odpravo v srednji del Avstralije, sicer ta južni del, tako imenovano puščavo oziroma Nullarbor. To je eno izjemno veliko območje, za primerjavo to je veliko 200.000 kvadratnih kilometrov, to je 13 Slovenij, bo to spravilo pele noter. In to je izjemno uravnano površje, zelo redko v bistvu razširjeno in zaradi tega je zelo zanimivo za raziskovanje kraških pojavov. In mi smo se sem namenili pač za raziskavo teh kraških jam. Zdaj, to območje je pač na jugu s kontrastnim oceanom in potem proti severu je še dalje bilo sušno. Mogoče je zanimivo, da tole prebrali, celo v Avstraliji tako vidite, da beseda kras izhaja iz slovenske besede kras. Kar je bilo zelo zanimivo, če smo drugimo koncu sveta. No, teren zgleda nekako takšen, puščaven, tu je bil izjemno zelen, zelo uravnan, zelo malo reljefa, izrazitega in skupaj z geologi in pač geografi smo se prebili skozi to puščavo in v teh jamah raziskovali različne stvari. Dimenzije so izjemne, da vidite najdaljšo ravni odsek ceste, naprimer 150 km dolg, da prijete iz enega konca od drugega, približno 1200 km naprej. To je zelo osamelo območje, vsake 100 km imate eno bencinsko črpalko, to je pa to, kar je civilizacija. Tako da tule vas ne sme nič pič, nič pojest, ker ti v bistvu zdravniki, ki bojo prišli za vami, bojo prileteli z letalom in potem upate, da imate še dovolj časa, da preživite. Primer takšnih jam, vse te jame so v bistvu vodoravne, bolj ali manj, se pa začnejo s nekimi odornicami, oziroma odornimi vrtačami, odrtimi stropovi teh jam in potem smo se skozi te dele spuščali v same jamski sistem, ki so pač zelo zanimivi z našega vidika. Sprav, tako imamo zelo velik izostanek vode, zelo malo padavin, približno 250 metrov, jih imamo na teh sušnih območjih in tudi jame so temu primerne. Zelo suhe, pa tudi zelo vetrovne. En takšen primer, zdaj se sicer ne bo vidno, oziroma slišala, to je bil en posnetek, kjer v bistvu lahko slišite, kako močno piha na samih obhodih. V jamah vidite razne ostanke, torej so primeri kengurujev. Kar sem prej omenjal, zelo nevarne, no je pač seveda na teh terenih so razne kače. Ta mislim, da je druga najbolj smrtonosna v Avstraliji in srečo nisem stopil v njo in pa manjkalo veliko. V teh jamah smo izvajali lidersko snemanje, se pravi, ne vem, koliko se vidi, se pravi, jame želimo posneti z liderjem, da bomo imeli točno njihovo pozicijo v prostoru in da bomo lahko pač tudi na računalniku preučevali njihovo obliko. Lidersko snemanje vam zajame celoten prostor in lahko dobite res lepe 3D modele iz tega. Sami geologi so pa tule bili z nami z namenom, da raziščejo, v katerih plasteh se te jame pravzaprav nastajajo oziroma nahajajo. V teh jamah ogromno teh fosilov. So pa tudi zelo posebni kapniki, ker imate zelo sušno podnebje, zelo veliko soli oziroma kakšnih kalitov notri, takih zelo zanimivih kristalov
in ta so v bistvu tudi zelo razgledala same kapnike, kar je zanimivo. V bistvu kapniki so nastali prej, potem pa je veliko soli in začne sovo razganjati te kapnike. Zdaj, kako zgleda v teh jamah, zelo prašno na trenutke, tleni posnetek, ko se premikate, v bistvu je kako bi stopali po moki in vsa ta sol gre na celo telo, tako da je zelo zabavno, kaj vse lahko zaužijete skozi ta prah na teh jamah. Kajti tu je tudi ogromno odvana in ostalih primesi. Ena izmed stvari je pa tudi meritve temperature in vetra v teh jamah, se pravi, zelo so zanimive temperature, pa tudi veter, kot bomo videli mogoče na kasnejšem posnetku. V nekaterih delih jama je tako močno piha, da v bistvu, kada dvignete sediment, ga kar odnaša. Prav, zmerili smo na enem delu jame celo 80 km/h, ta prepih je izjemno močen. Vidite tudi naprimer na teh anemometrih, ko se močno premikajo in rezultat tega vetra je celo to, da se v sami jami oblikovala sepina. Se pravi, v sediment je iz enega konca jame prenesemo na drug konec jame in je v jami nastala sepina, kar je v bistvu prva taka sepina sploh najdena na jamah. So pa te jame zelo super, ko ste 4-5 dni zunaj in že pošteno smrdite, se lahko grete tudi to jamo, kakšne iz teh jam pokopati, plavati in zelo fajn, ko je temperatura 20 stopinj, je pa ta voda brakična oziroma je zelo slana, se pravi, da je zelo podobno tisti morski vodi, ker je zelo veliko soli na površju. Ok, zdaj skočimo še na hitro v Ameriko, kjer smo bili preteklo leto, sicer v imenovanem Carlsbad Caverns. To je na jugu Nove Mehnike. Eno zelo zanimivo območje, kjer so nastale jamski sistemi pač pasadri in tale Carlsbad Caverns je tudi umeščena na UNESCO listo. To je v bistvu tak ogromen jamski sistem, dolg več kot 60 km, ki že več kot 100 let deluje kot nek nacionalni park in privablja več kot 500 milijonov obiskovalcev. Tako da, če boste kdaj slučajno v tistih koncih, zelo priporočam ogled. Gre v bistvu za res ogromen jamski splet, skozi katerega se lahko sami sprehodite. Sam ogled vas traja približno 3 ure. Spravi, od vhoda naprej se spustimo približno 200 metrov navzdol skozi ta jamski sistem in notri lahko res občudujemo razne kapneške in druge oblike ogromnih dimenzij. Spravi, posamezne dvorane so res visoke, 60 metrov in 60 metrov široke in potem hodite po takih havih ogromnih in spremljate to različno kapniško krase, ki je nastalo v sali. V tej jami so že ogromno dolgo časa potekal obisk, se pravi že več kot 100 let, zaradi tega so tudi nekatere ostanki starih poti, ki so lesene, dotrajane in so potem v bistvu kot neka zgodovinska vrednost v jami. So pa želeli s to jamo početi marsikaj. V bistvu zgodba je celo takšna, da ker se jama nahaja na eni tanoti, so želeli celo v enem času narediti en predor do same jame, da bi se lahko z avti vozili skozi jamo in imeli tak McDonald's vzdušje obiskovanja. Ampak na srečo zmanjkali mi $5000, tega nisem nikoli naredil in tako se je pač jama kot takšna tudi ohranila. Zelo zanimivo je tudi to, da lahko na samem vhodu, ponovadi se poleti zbere lahko do 1000 ljudi, opazujete izletavanje netopirjev. Se pravi, netopirji, ki so prišli sem iz Mehnike, pač v obdobju potitve mladičev in tako naprej. In v sami jami je tudi več kot 1 milijon netopirjev. In potem vsako noč izletavajo iz jame in to pač v bistvu je celo neko doživetje, ki ga tam držijo. Ok, zdaj pa še za konec nekaj o varstvu jam. V okviru tudi doktorata, pa tudi z jamami se vedno srečujemo s tem, smo naredili en popis onesnaženosti jam. Ko smo že omenili, da je to pač en izmed perečih problemov v Sloveniji in s pomočjo podatkov kadastra jam v
Sloveniji imamo kataster, kjer jamarji dajemo zapisnike v teh jamah in potem napovedimo razne informacije. In v tem katastru smo zbrali podatke o onesnaženosti jam. Tule lahko vidimo na tem primeru, da je več kot 20% jam v Sloveniji onesnaženih, kar pomeni z zdajšnjimi številkami skoraj 3000 jam, v katerih se nahajajo smeti. Smeti se pa ležijo v teh jamah predvsem zaradi tega, ker pač so bila kraška območja oziroma po drugi svetovni vojni se je količina materiala v gospodinstvih zelo povečala, ni bilo dovolj hitrega odziva skupnosti zaradi urejenega odvoza komunalnih odpadkov in pač ljudje so na kraških območjih dejansko vse smeti odmetavali v brezne. In takšnih brezen, na primer, malo onesnaženih, to so približno tisto 1 kubični meter odpadkov, tih je približno polovica, potem imamo tudi celo četvrtino takšnih, kjer je več kot 5 kubičnih metrov odpadkov. Tudi poškodbe v jamah so zelo pogoste. Včasih so zelo pogosto prakticirali tudi v našem okolju pač kakšno iznašanje kapnikov, poškodbe kapnikov, razni grafiti, ki se pojavljajo pod zemljo in ki ne sodijo v to okolje. Napisi so zelo pogosti in večinoma se te odpadke nahajajo predvsem v nekih breznih, se pravi, kjer je bilo možnost te jame oziroma odpadkov vršt in kjer jih ni nihče praktično videl. Tako da sedaj potekajo tudi različni opisi tega stanja. Tule je na primer vrsta odpadkov, ki se nahajajo v teh jamah. Lahko najdemo v jamah marsikaj. Tudi nevarne odpadke, neeksplodirana ubojna sredstva, ki so zelo problematična z vidika samega čiščenja. Potem imamo tudi razne dotoke onesnažene vode. Zelo problematični so plastični odpadki, ker v bistvu razpadajo potem, oziroma ne vemo, kako hitro razpadajo v frakcije mikroplastike in tudi pri nas na žalost imamo v jamah človeške ostanke. Lahko pa v posameznih območjih imamo tudi zelo velike količine teh odpadkov v jamah in jamarji se v bistvu trudimo, da bi te jame očistili, ampak to je zelo dolg proces, kajti tule vidimo na različnih območjih v Sloveniji, na primer predvsem v Alpskem krasu, ki je zelo težko dostopen napram nekem nižinskem krasu, imamo približno 6% onesnaženih jam, dočim na teh območjih imamo lahko zelo do 50% onesnaženih jam, kar je zelo velika številka. Se pravi, v Sloveniji naj bi imeli približno 2500 onesnaženih jam. Jamarska društva, tudi naše, se pač redno udejstvujemo pač v teh čistilnih akcijah in obenem si želimo, da bi takšne jame ponovno postale takšne, kot morajo biti, naravne, brez sledi človeka in mislim, da moramo pri tem predvsem vzgajati mlajše generacije, ki prihajajo za nami in nadaljevati z delom, ki se zdi pač nemogoče, ampak kot je že rekel Jacques Cousteau, samo nemogoče misije so mogoče. Hvala.